Kaj nastane v kuhinji, če se srečata simpatična in navihana pisateljica Marjanca Šajher in stand-up komik Ranko Babić? Veliko zabave, smeha in odlično morsko kosilo. Ja, in recept, kot vedno, najdete v reviji Anja. Živo! Videla so danes prišla kuhati, v bistvu Marjanca je prišla kuhati, jaz sem jo pa prišel delati družbo, tako da Marjanca povej. No, Ranko je v bistvu pri meni malo fizički, tako da se to znaš, a ne? Fizički? Glavnem... Sem bosanc in takoj fizički. Ok, dobro, no, daj povej. Pa sam potenciraš bloke pa to. Glavnem, nalupil si mi krompir, tako da hvala, evo se že kuha. Zdaj ti dovolim, da ga soliš z fino soljo. A jaz si lahko prvo šel? Dovolim ti. Jaz upam, da imaš rada, da je slano. In ne preveč, tako zdrava mera. Koliko je to zdrava mera? Ne vem, tako po občutku. Imam je dost. To je to. Zdaj pa greva kar na ribica, ne? V glavnem tukaj imava enega lepega lososa, ki ga bova spekla v pečici. Olivno olje, super. Koliko moram? Jaz bi kar zalila, no? Kar zalila? A zihar? Mislim, gledaj, se mora biti zdravo, sem preveč zdravo, pa spet ni zdravo. Ok, evo, bom jaz položila tega lepega lososa. Kako ga je parela? To smo že navajeno od doma, Madonna, tako da že spet. Takole, evo, a ni lep. Zdaj pa, dajva še malo začimb. Tukaj imava provansalska zelišča. Sicer imava tudi česnov granulat, ampak jaz raje uporabljam svežega, tako da a mi malo olupiš česna pa narežeš. Mislim, da se bo vedel, da kuhaš, a veš, kaj moraš malo po česnu smrditi. Daj pogledaj zdaj to, to je zdaj moja taktika za pripravo česna. No, da vidim, no. Da s česnom spad in potem pritisneš. No, daj. Opa! Si videla? Evo še malo peteršilčka. Zdaj pa za konec bova pa položila še malo teh... To je prav vse sveže, kaj? Ja, to je bio peteršelj, sušen čist na naraven način in sigurno mu zaradi tega ful boljš diši, kakor... Je pa res drugač diši, kakor pa teh, ki jaz kupujem v vrečkah. Ne, to pa nav dober. To pa moral zamenjati. Evo, malo bom še slovorja dala gor par listov. Takole. Pa deva še takole 2 vejci rožmarina. Pa to je to. v pečico. Evo, zdaj pa cajt za solatko. To je najbolj pomembno pri kosilu. Zelenjava. Moramo jesti zdravo. Tako da, povej, kaj boš ti? Jaz bom vzel papriko. Ok, jaz bom pa solato. Sem mislil, da se bojiš, da malo kaj not padati. A sem mislila, da boš rekel že za ven. A doma tudi z nožem? Ja, vedno. A res? Meni ga zaupajo, veš. No. Jaz zmer z rokom doma. A ja? Ja? Mi smo doma natur. Aha, okej. Ste vi tam moderni. A da vas še zeleno tudi? Ja, da je zelena. Meni je zelena v bistvu ful boljš kakor rdeča. A res, a kaj? Evo, solato imava pripravljeno. Zdaj morava samo še začiniti. Koliko si česna dala not? Jaz imam ful rada česen. Pa zakaj? Ne vem, všeč mi je ful. Vedno Česen? bolj. Ja. Pol pa tako berem, ne vem, koliko je zdravilen, pa koliko pomaga, pa to pa ga pa še rajš. Ampak je res. A je to ne bi bil kao afrodizija, kako? Ne, pri tem ne rabim pomoči, ampak tako za organizem, veš, mislim, pomaga, potem ne zboliš tako hiter. Evo, malo olivnega olja. Ne zboliš, pa tudi v družbi ne moreš biti neki bohe kaj. Stok česna. Pa se to zvečer jem. A ja, hoš sama spati v posli? Ja. Ok, bravo za tvojega. Moramo paziti, veš, ko odpiraš, da se ne slučajno. Res, da ne butnem. Jaz bi dala še malce, to bo itak izklapel, pa ostane samo aroma.
No, povej ti, koliko rabimo. Po mojem je zdaj zadost. A zdaj dosti. Ja, da se ne bo riba preveč kuhala, kakor pekla. Pa dodaj še kapesante. Malo jih pokapaš z... Kje pa so? Vih. A ja. A ti veš, kaj sem ti rekel? Ne, ja, vem, sem bil, prej so bile tam. Ok, kako jih zdaj postavim? Kar tako. Tako? Ja, po mojem je daš kar tako lepo zdraven. To mi moraš malo povedati. Super, pa še malo olivnega olja gor, kakšno kapljico na vsakega, pa za 10 minut nazaj v pečico. Kar ukazuješ mi, kaj moram delati. Ja, ko bom pa čevapčiče jaz pekla, mi boš pa lahko ti. Se počutim kar doma. To je to. To je to, zdaj pa še za veliki finale sladico. Finale sladica. Nekaj skutinega bi. Ok, jaz imam skuto. Jaz bom imel skuto čez. Zato, kar prej sem se menila, jaz bom imel skuto, ti už pa smetano delala. Ok, velja. Škobi, jaz moram smetano, zato, ker sem bolj izkušen, ampak dobro, tu Pa dober, no, daj me smetano. Bo dec pa mi odpri. Ja, bo. Super. Hvala. Jaz bom zdaj še stevio. To je v bistvu nadomestek za sladkor. Dosti bolj zdrav in tudi boljši, tako da kar ene 3 bom vzela. Kar ene 3 boš vzela? Ja, no, jaz pa sem ta se rada pripravil sladko. skuto, pa ta sadni jogurt bom zmešal skupaj, tako da bo ful dobro. Stres. Ja, bom tako počas. Čakam, kar tvoja vilica vzela. Je malo hitrej. Pa dobro, res uživam, gled, kako se dobro preliva. Evo, jaz bom pa zdaj to okrasila z suhimi perujskimi volčjimi jabolki. Ok, bravo zate. Tako da... Idem pa z orehi. Jaz sem rad orehe. Aha, ok. Zdaj to odprnem. Imam dobro napravca za orehe. Ej, sem videla, kako je posebna. Ne, res je. To so čisto mehna jabolka. Čist mehna jabolka. Takole. Ej, kar tako jih bova dala? Ja, kar tako devam. Simpatično. Krompirček sva že odlila. Zdaj pa še malo domačega masla. Takole, evo. Upam, da nisem dala preveč, ker res malokrat tako malo krompirčka skuham, samo za 2. Pa še malo mlekca. Koliko? Dost. Bo pa videla, koliko raba še, Ana? Riba je že. Ja, super. Moramo merkati, veš. Evo. O, koliko je to dober. Taka hrustljava bo. Najprej bom tele školjkice dala, kapesante. Samo zaradi tega, pa tole bom še malo odlila, da bom lahko ribico v miru dala ven. Takole. Evo, bom dala 2 ven, za vsakega eno. Takole. O, gled, kako je lepa. Kako se je lepo dala ven, super. Gled, tole bom kar jaz pojedla, ker je že gor ostala. Nekaj nam manjka tukaj, a? Malo ženskega pridiha, ne? Malo ženskega? Tača. Takole. Evo, rožmarinček in lavor. To pa še malo luška dol. A da še po krompirju, ne? Ne, ni to. Ne, tukaj pa lahko. Evo, vse sem pripravila. Jaz sem tukaj še en vinček, da bom malo aljo podkupila. Jaz upam, da ni kakšen kronik. Živijo, ne malo se hecamo. Vse sem slišala, ja, da si stand-up komik, tako da sem pričakovala. Da si pričakovala, da. Hvala, Marjanca, hvala. Jaz sem tukaj za vaju eno malenkost Hvala. za decembrsko Wow, koliko si prijazna. čajček, pa en sokac, čakaj. Wow. Takole ven. Marjanca, slišala sem, da si izdala knjigo o Jelinčiču. Ja, njegovo knjigo sem izdala, Ali je Hrvaška država legalna. Tako da treba malo provocirati.
Pa tudi povedati resnico, a ne? Ja. Zanimivo branje, zagotovo. Res je. Ti imaš veliko. Jaz pa sam bedarija govorim, od tega sem plačen, tako da bo domač povedan. Vaju bom pa kar jaz zelo pohvalila danes, ste izbrala lososa z veliko omega-3 maščob, ki so izjemno pomembne za naše delovanje, za naše hormončke. Volčje jagode oziroma jabolka spet polna vitaminov, mineralov, poskrbijo za naš imunski sistem ravno zdaj decembra. Tako da jaz predlagam, da mi kar poskusimo tole, kar sta pripravila. Dame imajo prednost, poskusi. Znači, najprej da Najprej zdravimo. bomo nazdravili. Čin. 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 Zdravimo. Marjanca pa je tudi založnica in v njeni založbi je nedavno izšla tudi knjiga Zmaga Jelinčiča Ali je hrvaška država legalna. To je bila še zadnja letošnja oddaja Za zdravje. Z vami bomo seveda tudi v prihodnjem letu. Ekipa oddaje pa vam želi čim bolj prijazno in zdravo novo leto, ki prihaja. Pa srečno 2014.